Glej, že oddalec se vidi krave. In kjer imajo krave, imajo tudi zagotovo veliko mleka. Pa verjetno masla tudi, ne? Pepe, zamujava, no! Otroci so verjetno že zelo lačni. Daj, zapaliva se raje do trgovine, no! Zakaj bi kmetje vozili mleko v trgovino? Skrajšajo jim to pot, ne? Podprimo jih. Ampak Pepe, no! Glej, hlev in krave. Sem ti rekel. Krave in biki živijo na pašnikih, kjer se izvrstno počuti tudi naš slavni rdeči traktor. No, in tudi jaz tukaj zelo uživam. Jaz sem pripravljen. Jaz pa tudi. No, še kar. Stvar je taka. Mi dva potrebujeva še zadnji sestavini za naš zajtrk. Mleko in maslo. Pa malo se mudi in Pepe noče v trgovino, joj. Nama lahko pomagate? No, kar mirno, kakadudu. Jaz bom enostavno pomozil kravo, pa bo. Vse smem, da ne? Na pravem mestu sta, o tem ni dvoma. In lepo, da sta prišla, Pepe. Pepe, pa kaj ti si že kdaj molzel? Če sem kdaj molzel? Seveda sem, velikokrat. Sam pogledajte tole. Noel, kje pa so krave? Ja, na pašniku, ne? Ja, potem gremo pa na pašnik. Mika, gremo! Na pašniku pa se vse zaplete. Dan, gospa krava. A lahko dobim malo mleka? Čisto miceno, no? Da ne? Niti kapljice? Ne bo šlo? Otroci, ni šlo, no. Pa sem že velikokrat takrat molzel krave. Kolikrat je zate velikokrat, Pepe? Jo, enkrat, no, sem že malo pozabil. Enkrat sem pa res že pomolzel kravo, no. Enkrat ni nobenkrat, za možo je potrebno veliko vaje. In pravita, da se mudi. Pa še kako! In to vedno bolj! Pepe, se ti ne zdi, da bi bilo bolj, če to naredimo strojno? Kaj pa maslo? Dobro, most ne znam, ampak maslo pa znam narediti v pini. Zato so pa potrebne mišice in jaz mišice imam. Pepe, vzemi si odmor, tudi pri tem nam bo pomagala tehnologija. Prid, ti mi pokažemo, kako to gre. Mleko, ja! Ja, pa kam se vam tako mudi, no? Na avtobus? V teh presnetih gumijastih škornjih težko hitro tečem. Ups! Počakajte, no! Počakajte!